Pred kratkim smo bili priča duelu med Zdravstvenim domom Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana v povezavi z urgenco. K temu je epilog dodalo tudi Ministrstvo za zdravje in zdi se, da so pacienti posledično v stiski, ker ne vedo, kaj dejansko se bo zanje spremenilo, kaj pomeni spremenjen način dela, ali bodo res morali toliko dlje čakati, še zlasti v primerih, ko gre res za urgentna stanja, ko je nujna takojšnja pomoč. Ja, dejansko je res, da so bili pacienti obveščeni o spremenjeni organizaciji dela, ki je pa pravzaprav posledica enega daljšega dogajanja in pa tega, da smo pač s 1. avgustom vsak od partnerjev, omenili ste Klinični center in Zdravstveni dom Ljubljana, začeli izvajati programe, ki jih je splošni dogovor določil v letu 2022 z aneksom in ki so tudi podlaga za financiranje strani plačnika. Zdravstveni dom Ljubljana je sicer ustno to obvestil direktorja Kliničnega centra junija. Z septembrom zdajle smo pa prešli na drugačno organizacijo zaradi izjemnega pomanjkanja kadra. Ta obseg dela delati program, ki je v domeni kliničnega centra, ni bilo več kadrovsko mogoče. Za paciente se pa prav ničesar ne spremeni, ker triažni protokol je dorečen. Po tej modro-zelene obravnava služba nujne medicinske pomoči, nujni bolniki so obveza dajati pomoč strani kogarkoli, skratka jih tudi obravnava še naprej splošna nujna medicinska pomoč. Izboljša se pa proces obravnave za hudo bolne, to je pa triažna kategorija, ki rabi poglobljeno obravnavo in bodo zdajle takoj napoteni na del urgentnega centra, kliničnega centra, kjer bo to obravnavani in tudi ustrezno usmerjeni. Tudi zdi se mi prav, da primarni nivo oziroma splošna nujna medicinska pomoč ne posega na področje, kjer usmerja v hospitalizacijo, kajti število postelj Univerzitetnega kliničnega centra je poznano sodelavcem oziroma zaposlenim na kliničnem centru in bilo je izjemno težko, ko je včasih služba splošne nujne pomoči dobila obvestilo, ni več postelj, ne pošiljati. In je prav, da to urejajo v enotah za bolezni, ki so del dogovorjenega urgentnega centra, tam, kjer je tudi hospital zagotovljen. Moram reči, da kolegi ene in druge strani izjemno dobro sodelujejo. Do zdajle 5. dan je reorganizacije, zadeve gladko potekajo. Tudi pacienti ne izražajo kakršnih koli strahov ali nejevolj in vkolikor ne bi bilo tega medijskega dogajanja, verjetno pacienti sploh vedeli ne bi, da je za njih karkoli drugače. Če so prej čakali na SNMP-ju 2 uri ali 3 in zdajle bodo na IPP-ju kaj več, je to seštevek čakanja obeh časov, ki se ne more projicirati samo skozi čas čakanja na IPP-ju, ki pa bo zdajle za te najhujše verjetno res daljši. Ampak v Zdravstvenem domu Ljubljana se bomo potrudili, da bomo že na triaži z pomočjo zdravnika čim bolj prav usmerjali in tudi dajali pomoč kadrovsko kolegom na internistični prvi pomoči, če bodo to želeli, izrazili in zato pač izrazili neko željo. Lahko morda omenite konkretni primer diagnoze, pri kateri bo po zdajšnjem načinu delovanja pravzaprav čakanje v resnici bistveno krajše, ukrepanje pa hitrejše, pravočasnejše? To ste me pa vprašali nekaj, kar je ravno prejšnji teden starejši gospod povedal za svojo ženo. Dejal je, to je pa tako, ne, sem pripeljal svojo ženo na splošno nujno medicinsko pomoč, kjer je bila ugotovljena atrijska fibrilacija in je potem bila napotena na IPP, kjer je čakala 3 ure in ta motnja ritma je v teh 3 urah izzvenela. In to se je ponovilo še nekajkrat, tako da je po dolgem obdobju, mislim, da je rekel leto 2, šele prišla pravočasno v obravnavo na internistični prvi pomoči, da je lahko bila ustrezno oskrbljena. To je primer od petka, čisto konkreten.